Živijo, Marinka tukaj. Evo, pred mano je še zadnji dan izziva. Tole je 5. dan. Sem na Karibih. A ste videli, koliko je lepo. Malo sonček, plaža, more in tako naprej. Ok, malo se šala, malo zares realno. Švilamo odbojko na Milki. Milka je res tlele. Ni ful mrzla, ni ful vroča. Je pa ful lušten, pač takole pitek zvečer namesto enega žura, za malo sprostitve, za malo razmigati. Z mano je še super fajn družba, prepopam eno slikco. Zdajle imamo glih kratko pauzo, kaj se vidi, da pa glede na moje lase se vidi, da smo že kar nekaj oddelali. 2 na 2 je kar naporno v resnici. Skratka, upam, da imate lep dan. Pa, ok, prepopam eno slikco, drugi pa tretji del izziva, snamem pa poj doma, bo malo bolj umiril. Evo, zdaj vidimo, čau, čau. Živjo. Evo, zdaj sem doma, stuširana in preoblečena po odbojki, pred spanjem. Dokler sem živela doma, smo se takole vsak večer ob 8 zbrali k družinski molitvi, prižgali svečko, recimo, skupaj zmolili, si povedali, kakšen dan smo imeli, kaj prebrali, se malo pomenili. In zdaj, ko živim v Ljubljani, sem to lepo tradicijo žal kar malo opustila. No, na vsake hvatre se spomnim. Ampak je to res bolj izjema kot pravilo. Pa bi bilo lepše, če ne bi. Ne vem, se mi zdi svečka pomaga, da se malo osredotočim, da se zberem, da zberem misli. In danes v tej večerni molitvi sem hvaležna za ta izziv. Hvaležna, da sem se ga lotila, čeprav definitivno ni bilo lahko. To, kar jaz ljubim kamero, mislim, da tudi kamera ljubi mene. Not. In če česa res ne maram se slikati in ne maram se snemati. Hvaležna sem, da sem se lotila, ampak hvaležna sem tudi, da je tega konc. Pa še malo bolj zares. Hvaležna sem za vse ljudi, ki so mi pri tem izzivu pomagali. Za vse ljudi, ki sem jih tekom tega izziva srečala, ali pa so pri tem sodelovali. Oprosti, zakaj mi je danes žal. Po odbojki smo mogli še malo nadoknaditi izgubljeno energijo, smo šli na pico. In en kolega je rekel drugemu, pust, ona je bolj trmasta kot ti. Malo za šalo, malo za res, ni bilo več tragičnega, ampak res mi je žal za takrat, ko sem brez potrebe bolj trmasta, kot bi bilo to potrebno, oziroma sploh ne bi bilo potrebno. In prosim zate, da bi ti tvoji izzivi šli dobro, da bi se jih lotil in da bi ti te izzivi pomagali pri... A se spomniš, v sredo sem bila na Koroščku in tam sem v cerkvici, je bila košarica s evangeljskimi citati. In sem vzela en listek po moji stari navadi. In na njem je pisalo: Ja, prosim zate, da bi ti te izzivi, ki se jih lotevaš, pomagali pri tem, da vstaneš, da zasijaš, da živiš, da si srečen. Da si srečna, ker to je to, kar Bog želi zate, pa zame, pa za vse nas.